Japonska ima danes eno najnižjih natalitet na svetu. Mislim, da takoj za Južno Korejo, kar je zelo zanimivo, sta si precej blizu. In veliko političnih komentatorjev in psihologov danes pravi, če hočete videti, ne vem, prihodnost vaše države v Evropi, v Ameriki, poglejte sem Japonsko, ne? Kako bo pač kamerodnost v bistvu gleda. Ja, meni je v bistvu zanimivo, tam na Japonskem so se pač, kakor jašike se razvil, so se razvili tudi pojavi, kakor so hikikomori, to so oni, ki se zaprejo v sobe, ali pa karoši, to je v bistvu izgorelost in posledično tudi smrt zaradi preveč dela. To zdaj prihaja sem, oziroma je že vidno po tej državi. Že? Raziskave so, ker to sem tudi raziskoval, mislim, brala, recimo Španija, Velika Britanija, Italija, Amerika, vse posod se pojavljajo. In zdaj, ko je bil COVID, ker dosti nas je bilo zaprtih, so še bolj... Smo povzeli kakšen termin za to, za hikikomori, za karoši? Šatin. Ne, jaz v bistvu, ja, te dve temi boste moji temi na prihajajočem Ofukonu, ne, sem malo... Preview. Sneak peek. Ja, sem zdaj malo brala te članke, ker sem pripravljen ta PowerPoint in predstavitev, ni nekih izrazov, zdaj pojavlja se mogoče za karoši, ne, ta izgorelost, pa hikikomori se pojavlja, da mogoče neka moderna verzija depresije, to nekaj govorijo, ampak tukaj so stalni spori med psihiatri in psihologi in psihologija na Japonskem ni še toliko razvita. Ko govoriš o izgorelosti, burnout je nekaj, kar je zelo pogost, kako bi rekel, izraz v zadnjih 5 letih, posebej, sploh v industriji, v kateri jaz delam, veliko rečejo, programeri so ves čas izgoreli. Pri nas pa učitelji, ne smo, psihologi smo izgoreli, vsi smo izgoreli. Karoši je v bistvu ena stopnja že naprej, dejansko, ko umreš zaradi... You physically die. Ne, ker... Pa si se kaj. Mislim, Japonci imajo še to, I guess, nesrečo, da v njihovi kulturi ni smiselno, v bistvu, da nekdo, ki je nad tabo, v bistvu, da ti greš prej iz službe kot nekdo, ki je tebi superior. To misliš, ja. Zato je veliko ljudi na Japonskem dela pač do večera, nekateri celo prespijo v službi in tako naprej. Torej ja, lahko vidiš v bistvu, kako nekateri izgorijo do smrti, dobesedno, ne? Res je.